Beletrina v živo. Ljubiteljice in ljubitelji klasičnega branja, klasične beletrine, lepo pozdravljeni. Marsikatero delo te osupne in to me zagotovo je. Pero kot skalpel, seciranje značaja družbe, distanciran, skoraj znanstveni raziskovalec duševnosti, če si sposodim nekaj misli iz spremne besede. Danes predstavljamo ta roman. Sin služkinje je naslov Augusta Strindberga, najznamenitejšega švedskega dramatika, to vemo, morda pa ne vemo, da gre za zanimivega človeka, precej nervoznega značaja. Vsaj tako gre razbrati, če si pozoren bralec, bralka iz njegove avtobiografije Sin služkinje. Vseh sort poklicev se je nameraval polotiti. Študija medicine ni dokončal, neuspešno je poskušal biti igralec, ni postal niti učitelj, potem pa je obsesivno pisal. Tako prozo kot poezijo, kot dramatiko, se zanimal za kemijo, religijo, okultizem, telegrafijo, teozofijo, slikarstvo in fotografijo. Izčrpan je bil marsikdaj, depresiven, pa vendar je za seboj pustil več kot 60 gledaliških iger. 3-krat se je poročil in ločil v tem vrstnem redu, preživel bankrot, številne paranoje in vizije, umrl je od raka na želodcu. Precej sem povedala o Augustu, precej namignila na temo najinega pogovora. Pogovor s kom? Delo Sin služkinje je prevajala Mita Gustinčič-Pahor, lektorica na ljubljanski filozofski fakulteti, z veseljem lahko rečem moja kolegica. Mita, pozdravljeni. Pozdravljeni. Dovolite mi še nekaj besed o vas, čeprav je ta uvod zares tak pravi ekspoze. Namreč študij švedščine je Mita opravljala tudi na univerzi v Uppsali. V slovenščino je prevedla številna dela švedske književnosti. In kar se mi zdi posebej nobel, leta 2023 ji je švedski kralj Karel XVI. Gustav podelil red zvezde Severnice, kako lepo, za velik osebni doprinos k širjenju švedske kulture v Sloveniji. Mita, čestitke. Ja, hvala lepa. Čestitke za vse, Mita, tudi za tale prevod. Branje je bilo, ne bom skrivala, ne bom se delala fine, naporno. Kakšno je bilo prevajanje? Moram reči, da je bilo tudi prevajanje naporno, pa iz več razlogov. Deloma zato, ker zaradi njegovega sloga, ki je tako kot on sam, v bistvu tukaj lahko vzporednice nekako vlečemo. Tudi njegov slog zna biti konflikten, oziroma on piše v enem stavku, lahko uporabi zelo pogovoren izraz in hkrati zelo uporabi drug register, recimo uradniški jezik. Njegove povedi so zelo dolge, hkrati pa se začnejo z in, tako kot v pravljicah, ali pa in tako naprej. Tako da je res, bi rekli, visoko in nizko, no, je združil, pa tudi sama vsebina je tudi konfliktna, tako kot on sam, a ne. Zato je bilo naporno je bilo pa tudi v bistvu poskusiti ga razumeti, kako razmišlja, zakaj tako razmišlja. Tudi jaz sem ga poskušala razumeti, pa ni šlo, zato sem vesela, da sem tukaj z vami, Mita. Zakaj Sin služkinje? Pisano z malo in Sin služkinje pisano z veliko. Mislim, da je večinoma z malo, če se ne motim, je z malo, ampak zakaj služkinja? Ja, zato, ker je bila njegova mati nižjega sloja, družbenega sloja. Oče jo je spoznal v neki gostilni, kjer je bila ona točajka. Oče je bil pa iz dobrostoječe meščanske družine, tako da takrat je bilo to nekako kontroverzno, ne, da si oče ni našel žene, partnerke v svojih krogih. In tudi otroke sta imela, še predno ste se poročila. Tako, ja. Skratka, sramotno. Sramotno in očetov stric je celo prekinil stike z očetom, ne, prav zaradi tega. Zato Sin služkinje. Zdaj, zakaj služkinje? Zato, ker tukaj gre za namig na Sveto pismo, kjer je v Mojzesovi knjigi, mislim, da zdaj ne morem citirati tega, ampak zato, ker je žena
od Abrahama očitala nezakonskega sina, ne, in ona pač reče, aha, ta sin služkinje ni upravičen do dediščine, tako kot so moji otroci upravičeni do Abrahamove dediščine. Veste, zakaj se je August Strindberg v tem delu ves čas ukvarjal s temi sloji? A je bilo to takrat tako pomembno vprašanje v 19. stoletju, Švedska? Bilo je pomembno, dogajale so se res družbene spremembe, tudi protesti, ženske so se organizirale in se začele malo bolj aktivno boriti za svoje pravice. In August to je bila tudi njegova osebno nekako vprašanje, ki ga je skozi okupiralo, prav zato, ker se je čutil del in nižjega sloja, tako nižjega sloja kot nekoliko višjega meščanskega sloja. In sam je priznal, da hoče zapustiti vse to, kar ima iz nižjega sloja, in postati nekako aristokrat, ali kako bi temu rekli. Hkrati pa se je zavzemal, da bi bili vsi ljudje bolj enakopravni, kot so bili. Vi da se spominjate tistega zapisa Strindbergovega v tej knjigi, da tistih dveh cevk, da dejansko imamo tekočino višjo ali nižjo, ampak se izenačita tako, da se višja zniža in nižja zviša. Ja, spomnim se, ja, in ravno to je pač taka primerjava, Ja. ne, s tem, kako bi lahko se tudi družbeni sloji nekako tako uravnovesili. Bil je angažiran, ampak na začetku knjige je bilo meni najbolj zanimivo, na začetku tega dela, ko je zapisal recimo takole o družini. Družina ni popolna institucija, za vzgojo ni imel nihče časa. Družina je bila pravzaprav ustanova za hranjenje ter obrat za pranje in likanje, toda ne ekonomične vrste. Nikoli ničesar drugega kot kuhanje, nakupovanje na trgu, obiski špecerij in mlekarn, pranje, likanje, beljenje in ribanje. Toliko sil v pogonu za tako malo ljudi. Vzgoja je bila oštevanje in lasanje, morala se je moliti in ubogati, otrok se je rodil z dolžnostmi, nobenimi pravicami. Vsi so lahko izražali svoje želje, le želje otrok so bile utišane. Otrok se ni smel ničesar dotakniti, da ne bi česa storil narobe, nikamor ni smel iti, da ne bi bil komu na poti, ni smel govoriti, da ne bi motil. Ti nimaš volje, so venomer ponavljali, in s tem postavljali temelji brezvoljnemu značaju. Otrok, družina, zelo nelaskavo je govoril o svoji družini. Ja. In mučilo ga je to, kako so tretirali otroke. Ja, res je. Mislim, da je bil on zelo, zelo občutljiv otrok. Temu bi danes rekli občutljiv otrok. In mogoče to, ker za njegove sorojence se jih ni dotaknilo, se je njega dotaknilo. Tako da on je, ko opisuje svoje otroštvo, res velikokrat omeni razne krivice, ki so se mu dogajale, in očeta, ki jih je kaznoval tudi po krivici. Dejansko. In tudi mami nekako zameri, zato ker se ni postavila na njihovo stran, ampak je vedno bila na očetovi strani. Tako da mislim, da je on potreboval veliko več pozornosti in ljubezni, mogoče kot njegovi sorojenci. Sicer ne poznam zgodbe drugih članov, drugih otrok, ampak si lahko predstavljam, da je bilo tako, da je bil on zelo občutljiv otrok in vsega ga je bilo strah. Seveda je temu prispevala vzgoja, ne, ki je bila seveda čisto drugačna, kot je danes. Vzgoja, ki je tlačila, ne, bi rekla. In Strindberg, tudi kasneje, v kasnejšem pisanju, se mi je zazdel njegov značaj zamerljiv, pa tudi tako zelo samozaverovan, muhav, ampak tudi hladen, težek značaj. A je postal takšen zaradi tega otroštva ali preprosto živel v toliko razburkanih tokovih in časih? Mislim, da je velika teža, oziroma po mojem je zaradi otroštva, ampak po mojem bil on zelo človek, ki je veliko razmišljal o odnosih v družini, s partnerko, z ženo, in tako naprej. In je težko odpustil. Težko je, po mojem, odpustil ljudem, z nekaterimi se je sprl pač zavedno, ne, in prekinil odnose, mnogo takih primerov, potem, ko je bil malo starejši. Tako da je bil
zelo, mislim, bil je konflikten, hkrati konflikten in hkrati občutljiv, občutljive narave. Tako da po eni strani si ni upal določenih stvari, po drugi strani si pa je upal stvari, ki si jih drugi ne bi. Recimo, tak primer je, ko je hotel postati igralec in je kontaktiral direktorja in prosil za debi in kar pripravil neki monolog oziroma glavno vlogo v gledališki predstavi. Tako da, ja, kot debitanta, ne, prvič na odru in z glavno vlogo. Tako da res tako. Ja, mi ta praviš, da se je pa hkrati marsikaj upal, ne, nazadnje je opisal tudi večkrat v svojem delu Sin služkinje, nekaj, o čemer verjamem, da takrat niso zmogli tako odkrito odgovoriti, čeprav se je morda ali pa zagotovo prakticirala, skratka samo zadovoljevanje. Tako, on je marsikatero temo pisal o njej in seveda potem posledice so tudi prišle, ne. Konkretno samo zadovoljevanju ni bilo, glede tega ni bilo kakšnih posledic, ampak v neki noveli je bil obtožen, zaradi neke novele je bil obtožen blasfemije in bil sicer potem oproščen, ampak to je bila velik škandal, ne. V tistem času je seveda cerkev imela glavno besedo v družbi in bila del države, ne, tako da je bilo malo drugače kot danes. Mi tam prej ste rekli, da je ženo, oziroma so mi temi ženami, pa prav tako z mačeho in z materjo bil nekakšne bitke, ampak bi rekla, da je bil precej ne ljudomrzen tudi, ampak žensko mrzen se reče, obstaja ta beseda, žensko mrzništvo. Ja. Ne, nekako je bil ženskami na rezervi. Tako je imel problematičen odnos. Zdaj to bi poznavalci Strindberga znali boljše razložiti, ampak po mojem mnenju je veliko tega izhajalo iz njegovega osebnega življenja. Ker po poroki sicer je bilo nekaj srečnih let z ženo, ampak kmalu se je začutilo neko trenje med njima in nezadovoljstvo obeh v bistvu. Tudi žena je bila dokaj nesrečna, Siri von Essen je bilo ime in ona je imela v bistvu igralske ambicije. In se je nekako poročila z njim ravno zato, da bi ji on omogočil igralsko kariero, kar se potem ni uresničilo. Sicer je napisal neki del za njo, je tudi nastopila, ampak kariera ni stekla tako, kot si ona želela. Ne? Nekajkrat pa je omenil v tej knjigi, da so se ženske v tistem času poročile zato, da so si zagotovile pravzaprav brezdelno življenje. Moški naj bi skrbel za družino, one pa že samo zato, ker so rodile, so bile kraljice. Danes ni čisto tako, ne? Ja, in tudi v njegovem konkretnem primeru tudi ni bilo tako, ne? Ker sta oba, ko sta se poročila, sta šla v zakon s to mislijo, da bosta oba svobodne, da se bosta lahko uresničila na umetniškem področju. Z delom prek dela. Tako. Sicer potem se je pa drugače obrnilo. Ne? Tri otroke sta pol imela. Mita, če zdajle skočiva malce v Skandinavijo. Ne? Torej, vem, da je pogled na drugega, zlasti, če je ta sosed zmeraj nekoliko problematičen, lahko je celo krut. In takole pravi Strindberg o Norvežanih. Norveški značaj je plod večstoletne tiranije, nepravičnega ravnanja, trdega boja za kruh in pomanjkanja veselja. Teh nacionalnih posebnosti Šved naj ne bi smel sprejeti. Kako pa opisuje svojo deželo Švedsko? Je to dežela veselja ali ne, po njegovem? Tudi tukaj se pokaže njegova dvojnost, oziroma dvojnost bi lahko rekli. Po eni strani ima Švedsko za precej provincialno državo in seveda se vse čisla Francijo, ne, in Srednjo Evropo. Po drugi strani se pa zaveda te veličastne švedske zgodovine. Ne. Švedska je bila vseeno velesila v 18. stoletju, tako da se oboje, ne, in to, da je provincialna, on se rad zgleduje po Franciji, ne, in tudi zelo mu je všeč to, da imajo francoskega kralja, ne, ker takrat Švedska ostane brez kralja in izvolijo novega kralja, ki
izvira iz Francije. Ne? To je general Jean-Baptiste Bernadotte, ki je bil med drugim tudi tle general v Ilirskih provincah, preden je postal kralj na Švedskem. In Strindberg je zelo naklonjen kralju, francoski kulturi in tako da se mu pa vseeno zdi Švedska malo provincialna in pikolovska na nek način in tako. Zato tudi dolgo obdobje živi v tujini, v Franciji in v Švici. Živel je torej v tujini, vi pa tudi študirali ste nekaj časa v Uppsali, sem pravilno izgovorila? Ja, čisto v redu. Ja, Uppsala. Švedščina je včasih tako nekoliko poskočna, se mi zdi. Kako je tam na univerzi, kjer je študiral tudi Strindberg? Tako, Strindbergu Uppsala res ni bila všeč. Jaz pa imam čisto drugo in nasprotno sliko tega. Meni je bilo tam zelo všeč. Tudi seveda sam študij, ampak tudi to obštudijsko življenje. Uppsala je res študentsko mesto. In te študentski klubi, ki so omenjeni tudi v knjigi, ki jim Švedi rečejo nacije, študentske nacije, ampak se mi ni zdelo primerno, da bi to prevedla z nacijo. Na Portugalskem pa rečejo študentske republike. Tako, no, evo. Ja, no, jaz sem se odločila za študentski klub. No. In tukaj se vidi res ta dolga tradicija univerze, ki je bila ustanovljena leta 1477 in tudi tradicije aktivnosti teh klubov, recimo en primer, organizirajo študentski ples, kamor morajo pač udeleženci se obleči zelo, zelo fino, torej fantje v frak in dekleta v večerno toaleto. Aha, to bi bilo meni všeč. In potem je to večerja s 3 hodi in petje in ples potem. Kako ste se vi oblekli, Mita? Ojoj, mislim, da sem si takrat sposodila. Imajo tudi sposojevalnice finih oblek, tako da to me je malo presenetilo, da je vse tako v bistvu tradicionalno, oziroma kako bi rekla, iz drugih časov. To bi bolj pripisali tistim koledžem v Angliji. Tako. To je vendarle Uppsala, če vas kdo na plesu pohodi, rečete ups, ne? Zakaj vam je všeč švedščina? Ojoj, zven tega jezika mi je zelo všeč. Z jezikom se seveda srečaš tudi s kulturo in sem ugotovila, da je v bistvu švedska kultura nekaj, kar meni osebno zelo pisano na kožo, mi zelo ustreza. Mogoče ta mirnost, preudarnost, Švedi niso tako impulzivni, kot mogoče kje drugje. In mislim, da meni to zelo ustreza. No? Tako da ampak pri samem jeziku zven jezika. To. Zelo lepo. Mita, najlepša hvala, kako se to reče po švedsko? Tak so mykke. Aha, lepo, zanimivo, zven je čudovit. No, jaz mislim, da ker imam talent za jezike, da če bi to slišala, bi šlo. Tako pa vendarle v slovenščini najlepša hvala. Če se pa strinjate, bi pa končala, sklenila tale pogovor še z eno mislijo Strindbergovo, ki sem jo res ob napornem branju pa zelo plodovito vase srkala. Torej, Strindbergova vzvišenost je bila v tem, kakor zapiše, da je hotel biti namesto zdeti se. Po latinsko, kakršna je bila vaša opomba, esse non videri. Z Mito se torej poslavljava od vas, zagotovo željo, bodite, ne se zdite, bodite bralci klasične beletrine. Najlepša hvala vsem, zlasti Miti. Hvala. Hvala za povabilo. Beletrina v živo.